Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Levi blok oziroma bolj leva garsonjera, ki sta jo lansirala Janković in Erjavec, je, kot lahko vidimo na fotografiji, pričela z osvobajanjem Ljubljane. Pred kom ali pred čim, nista povedala. So pa zato, kaj si vsem skupaj mislijo, jasno in glasno povedali Ljubljančani. Živele farmacevtke in 10% provizije. Vi pa gledate oddajo VV Faktor, resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali. Štajerci imamo pun kufer. Zakaj štajerska prestolnica Maribor vse bolj propada? Bo glavno mesto vzhodne Slovenije kmalu avstrijski Gradec. V zadnjem delu oddaje pa odločil bo zadnji krog. Olimpija in Maribor do zadnjega v mrtvem teku za naslov prvaka. Na eni strani Ljubljana, na drugi vzhodna Slovenija, ki jo najbolje simbolizira propadajoča štajerska prestolnica. Zakaj Maribor vse bolj propada in kako odpraviti razlike v razvitosti med Ljubljano in ostalo Slovenijo, se bomo pogovarjali. Z dr. Boštjanom M. Turkom in Bojanom Požarjem. Dobrodošla. Bojan, najprej vprašanje zate, ki si Mariborčan, ne? Ko je Zlatko Zahović prvič odstopil kot športni direktor NK Maribor, so Viole izobesile transparent, Maribor propada, Zahović, ti si naša zadnja nada. Zdaj, če v nedeljo v Mariboru oziroma Zahoviću ne uspe osvojiti naslova državnih prvakov v nogometu, katera nada, katero upanje še ostane Mariboru? To ne vem, vidim pa, da sta obe dve temi, ki si jih zdaj povedal, ne? Prva in druga sta povezani z Mariborom, ne? In po mojem sta tudi v očeh povprečnega Mariborčana tudi enako pomembna, ne? Ker govorim o tem, kdo bo zmagal v državnem prvenstvu v nogometu, Maribor ali Olimpija, ne? Ker zdaj treba pač vedeti, zdaj karkoli si pač mislimo o nogometu kot najbolj pomembni sporedni stvari na svetu, ne? Dejstvo je, da je pač NK Maribor v principu zadnji veliki mariborski brand, ne? Ki je še ostal tej štajerski prestolnici oziroma ob mestu ob Dravi, ne? Pa ne mislim samo zdaj tako, bom rekel, za športnega vidika, tudi z poslovnega vidika, ne? NK Maribor je na nek način tudi uspešno podjetje, ne? Absolutno, s prodajami igralcev. Tako. Pač, hočem reči, posluje uspešno bolj kot drugi, recimo, drugi športni klubi po državi, ne? To so največje tuje investicije v Mariboru, so prodaje igralcev NK Maribor, ne? No, recimo, ja, skoraj da bi lahko tako rekli. In recimo, če je kdo ostal po sobotnem derbiju Maribor Olimpija v Mariboru, ne, potem je videl, kako je Maribor izgledal v nedeljo zjutraj, ne. V bistvu je bil zavit, ne, bom rekel, v neko žalost, ne, v neko žalostno meglo, ne, sicer ni bila megla, ampak vse skupaj je bilo pravzaprav zelo na tleh, ne, in recimo, in vse te stvari, ne, zdaj kakokoli pač gledamo, vse te stvari izjemno slabo vplivajo na situacijo v Mariboru, ne. In Maribor zdaj kot tak, no, jaz sicer težko govorim, ker sem malo subjektiven, pa v bistvu Maribor doživljam, ker živim tam in živim v Ljubljani, ne, mi je v teh stvarih nekoliko sicer teže govoriti, pa malo sem čustveno vpleten, ne, ampak lahko pa rečem naslednje, ne, ta kriza, ki je bila, recimo, od leta 2008 naprej, ne, pač zdaj je trenutno sicer ni več, je to razliko med Mariborom in Ljubljano še poglobila, ne, v bistvu jo je, ne vem, potrojila ali početverila, ne, zadnjič večer objavil recimo podatek, da so povprečne plače v Mariboru za približno 140 € nižje od slovenskega povprečja, ne, to je grozljivo, glede na to, da je Maribor drugo največje mesto v državi, ne, in še, ne, treba je vedeti, da Štajerska, Prekmurje pa del Koroške, približno 40 do 50 tisoč ljudi dela v Avstriji, ne, v sosednji Avstriji. Eni se vozijo čez dan, drugi ostajajo tam čez teden. In če recimo tega ne bi bilo, potem bi Maribor kot socialna bomba že zdavnaj eksplodiral. Ne. In jaz tukaj, razen neke popolne zamenjave mariborske elite, ki pa se kljub padcu recimo Franca Kanglerja župana ni zamenjala, ne, cela ta elita je ostala v Mariboru in če se je slovenska politična elita izpraznila in nima kaj za ponuditi ljudem, to še toliko bolj velja za mariborsko elito in brez zamenjave te mariborske elite Maribor ne bo naredil koraka naprej. Zdaj, preden še Boštjana povabiva v debato, predlagam, da si pogledamo eno fotografijo nekoč ponosa Maribora, se pravi Tekstilnega inštituta v Mariboru. Takole zdaj izgleda, v bistvu to je neka sicer včasih impozantna stavba, praktično v središču mesta, ki danes žalostno
žalostno propada. Boštjan, ti tudi zaradi družinskih razmer zelo dobro poznaš situacijo na tem območju. Kakšno sporočilo je recimo dal zdaj, kot je nekdo dobro zapisal, ljubiteljski premier v odstopu Miro Cerar, ko praktično cel mandat se ni želel srečati z mariborsko mestno oblastjo. A si lahko en predsednik vlade v Sloveniji privošči, da v 4 letih ne najde poti v drugo največje mesto v Sloveniji? Ne, to nikakor ne. Maribor je, to je žalost. Torej, že na prvi pogled je to tragično, ker nobeno slovensko mesto ni tako, bi rekel, zanemarjeno. Torej, tudi Jesenice so postale, bi rekel, Pariz ali pa ne vem, Salzburg v primerjavi z Mariborom. V Mariboru obstaja tisto, kar je napravil Kangler, prejšnji župan, se pravi, to je ta prospekt ob Dravi. Tisto recimo je recimo lepo. Potem je pa ostalo, je pa tako, da bi bomba udarila, pa se 40 let ne bi nihče približal. To je pa, se pravi, v Mariboru se vidi, da to mesto, nihče tega mesta ne ljubi, tudi ta župan, ki je zdaj, on ni Mariborčan, on je bil pač inštaliran strani Ljubljane, on je prišel s politično voljo, ko so združili pač avtentičnega župana Maribora, je prišel s politično voljo Ljubljane, medijev ljubljanskih, vseh teh ljubljanskih zgodb je prišel za župana in dogodek, ki se je zgodil, če ne bi bilo požare porta, mislim, tega nikjer ne bi bilo, da je njegova žena, torej jaz zdaj govorim v navednicah, da ne bo zdaj to šlo na sodišče, ampak napravila samomor na tistem krožišču z Renaultom Cliotom, s katerim se je zaletela pri veliki hitrosti v zid, poslušajte. Zato, ker si je on umislil neko, ne vem, je to striptizet ali kaj, ne vem, kako je poznana, ampak ne, poslušajte, kater župan srednjeevropskega mesta, večjega, si pa lahko to dovoli in politično preživi. Se to je za udart plat zvona in to je pa samo še ena mentaliteta, veste, če se postavim v mentaliteto Mariborčana, je to taka klofuta, ob vsem tem, vseh krivicah, ki jih je bil Maribor deležen, ker to je Bojan Požar pravilno ugotovil, namreč da leta 2008 je ta kohezijska vzhodna regija še bila pripeta na osrednjo slovensko regijo, potem je pa po krizi se vršil postopek odklapljanja. In če bi morali, bi rekel slovenski predsedniki vlad po letu 2008, za kaj odgovarjati, bi morali za to odklapljanje, kajti najbolj tragično dejstvo je to. Jaz sem pač poročen, moja otroka sta pol Štajerca. Najbolj tragično dejstvo je to, da pač v okolju, ki je zraven Maribora, se pravi Lenart, tam večina ljudi sploh že dela v Avstriji in imajo tako imenovano, večina jih že ima tudi, oziroma precej jih ima, davčno rezidenco. In od davčne rezidence do se pravi, državljanstva Republike Avstrije je samo še korak. In ne delimo si nobenih iluzij. Če bi bil danes plebiscit se pravi na Štajerskem, vsaj na severnih pa se pravi na legah, ki mejijo z Avstrijo, bi bila pač na eni strani velika abstinenca, na drugi strani pa jaz mislim, da bi večinoma izglasovali priključitev k Avstriji. Torej, to je, da se vse slovenske vlade, torej po letu, 10 let zatiskajo oči oziroma ne, pospešujejo ta proces odtujevanja Štajerske, ki je pa pač avtonomna in avtohtona slovenska pokrajina, bez katere tudi slovenstva ne bi bilo, je katastrofa. To je pa za nasodišče. Praktično je velik problem v zadnjem času to, govorim v zadnjih letih to, da Maribor nima nobenega politika, ki bi užival vsaj neko avtoriteto, vsaj nekaj malega avtoritete v Ljubljani, kaj šele recimo, da bi ga Ljubljančani spoštovali, bi se ga pa celo bali. To je bilo pa zelo vidno recimo na primeru zdajšnjega župana, oziroma je vidno na primeru zdajšnjega župana Fištovca. On praktično v Ljubljani, v Sloveniji ne pomeni nič in ni čudno, da ga celo Miro Cerar v teh 4 letih ni uspel obiskati, kar je sicer malo pogojeno s tem, z razočaranostjo Mira Cerarja oziroma SMC, da jim ni uspelo inštalirati župana iz svojih vrst. Ampak kakšne razlike ustvarjajo vlade v Ljubljani vis-a-vis Maribora, pa lepo pomeni recimo zdravstveni denar za klinični center v Ljubljani ali pa recimo v Mariboru. Medtem ko je recimo v lanskem letu ljubljanski UKC dobil 12 milijonov evrov za sanacijo poslovanja, je mariborski UKC prav tako dobil 600 tisoč evrov. To ni razlika 1:10, to je razlika 1:20, 1:30. In preprosto takšna je zdaj recimo situacija. Imeli smo recimo novo kreditno banko Maribor, ki jo je
Ljubljana, ne Maribor, ljubljanska oblast, ne, slovenska oblast jo je zlahka podala pod ceno Američanom, ne. Imeli smo zavarovalnico Maribor, ki jo je spet ljubljanska oblast zlahka preimenovala v zavarovalnico Sava, ne, in se bo slej, ko prej sedež te zavarovalnice preselil v Ljubljano, in že zdaj so tam absurdne situacije, ne. Recimo zavarovalnica Sava ni več sponzor, generalni sponzor Mariborskega festivala Lent, ampak je generalni sponzor Ljubljanskega poletnega festivala. Ne. Tisti visijo pa sicer transparenti v času Lenta na obrežju Drave, ne, in zdaj tam teče mimo Drava, visi pa gor transparent Sava. Ne. Mislim, hočem reči, zdi se smešno, ampak to je v bistvu neke vrste slika Maribora. Ne. In pravzaprav od teh velikih državnih podjetij je gor samo še Pošta, ne, ki pa ima sama težave v poslovanju, in pa recimo HSE, oziroma Dravske elektrarne, ki pa so sestavni del holdinga Slovenske elektrarne. Tako da praktično, če se vrnem k NK Mariboru, Maribor danes res več nima dobenega brenda. Tudi gledališče, ne, ki je bilo včasih, recimo, ki je zaslovelo pod Tomažem Pandurjem, tudi tega ni več, ne, v takšnem merilu, daleč od tega. Ne. Vemo, da je bilo potrebno sanacije finančne, ker se je odkrilo lani, da posluje z veliko izgubo in tako dalje. In vse to so problemi, ne, ki se pa tudi v bistvu nič ne rešujejo. Ne. Nič ne rešujejo in bo, recimo letos, ko bodo lokalne volitve, bo glavna tema Maribora, ali bodo kakšni Kitajci prišli ali ne, čeprav ti Kitajci prihajajo že leta in leta, pa nikoli ne pridejo. Ne. Ja. Hkrati bi pa samo še to dodal, no, je pa Ljubljana spet poskrbela, recimo, da je Maribor izgubil v prejšnjih mesecih 2 visoko razviti tehnološki podjetji, ki so želeli investirati E.ON in pa IBM, ne, in hkrati je pa Ljubljana, bom rekel, tja pripeljala Magno, ne, ki jo je posadila na vodovarstveno območje, ki je izrecna prepoved gradnje industrijske, in potem sklenila za Magno takšno pogodbo, po kateri je Magna povsem upravičena in zlahka namesto Mariborčanov, pa namesto Hočanov preko agencij vodi tja delavce iz Madžarske, Romunije, Bolgarije, Srbije in tako dalje. Tako da v principu absurdi, ampak vse to si nam Maribor na nek način, ne vem iz kakšnih razlogov, dovoli. Ja, saj se vidi tudi po volilni udeležbi, ne, na zadnjih volitvah, katerihkoli že, da je ta bistveno nižja v vzhodnem delu države, ne, posebej v Mariboru in v tem Podravju, se pravi, to ima nek vpliv, ampak ravno obratno tistega, kar bi si človek... Plus tega, ne samo da je nizka volilna udeležba, plus rezultati so absurdni, ne. Ja, recimo Ptuj, ne, v Ptuju referendum za drugi tir dobi največ pozitivnih glasov. Ne? Ja, ne? Zakon o drugem tiru dobi zakon o drugem tiru, ne, ki nima pravzaprav nobene zveze. Ja, verjetno se nikoli ne bojo vozili po tem drugem tiru, pa so hkrati pa Štajerska pa hkrati dopušča, da ta hip recimo sploh ni železniške proge med Mariborom in Celjem. Ne? In v principu iz Maribora v Ljubljano sploh ne moreš več priti z vlakom. Zdaj, ker nas boš ti, Bojan, potem v drugem delu oddaje zapustil, ker moraš na soočenje na TV Slovenija, še zate vprašanje, preden bomo šli na oglase, kako zdaj zbuditi ljudi, ne, da bi v to nek pozitiven, se pravi, da bi pokazali ta svoje ogorčenje, revolt, ne pa šli v volilno abstinenco. Ne. Ja, to je pa zdaj, bom rekel, na nek način še uganka, ne, ker sam si omenil, ne, tudi jaz zdaj, ko se veliko pogovarjam z ljudmi v Mariboru, pač v pripravah na volitve, moram reči, da je zelo pogosti odgovor, ne, vsi ste isti, ne, se nima smisla, ne, nič se ne bo spremenilo in tako dalje. Po drugi strani pa se čujem tudi podobno skupino ljudi, pa vsaj toliko ljudi, ki pa so nekako motivirani in vedo, ne, da če se bo politična elita zamenjala, da lahko pride do sprememb in samo to tako, na tak način je možno priti do sprememb. Tako da jaz upam, da se bo zdaj v teh dneh, ne, na nek način to pri ljudeh prelomilo in bodo šli na volitve in bodo končno enkrat začeli voliti druge ljudi. Ja, zdaj, verjetno Štajerska Boštjan rab nek svoj glas v Ljubljani, ne? Sej Bojan ima tudi v svojem programu pač uvedbo teh tradicionalnih slovenskih pokrajin, a bi ta druga raven lokalne samouprave kaj pripomogla k bolj skladnemu regionalnemu razvoju? Verjetno bi, ne? Ker zdaj imamo čez 200 občin in te razparcelirane občine res težko se borijo proti pač unificirani državni oblasti v Ljubljani, ne? Štajerska bi potrebovala pač ljudi, ekipo ali pa kogarkoli, ki bi ga Ljubljana resno jemala. Tle se vse skupaj začne. In dokler pa seveda, kdo pa zdaj je tam, ne? Se tudi intelektualcev več v Mariboru ni. Jančar, Drago, naš največji pisatelj, se pravi, te generacije, ne, se ne identificira, zato ker če bi se hotel z Mariborom identificirati, pa imeti dostop do medijev, bi se moral identificirati s politiko tranzicijske levice, ki Slovenijo in Maribor pelje tja,
kjer je in tega ne more narediti, zato se je umaknil. Najbolj kričeče so pa, bi rekel, Vesna Vugodina, je ni časopisa, da ne bi ven pogledala, torej dobesedno, to sem postal pozoren, ga ni tiskanega medija, da ne bi ena Vesna Vugodina pogledala izstopa, starta, Playboy, tam ne pogleda ven, mislim, you name it. Prav pozoren sem postal ta, ki je jajca metala na svoje mesto in pomagala tistim, da so ga do konca demontirali in opustošili, je zdaj deležna take strašne pozornosti. Ja, to je patologija. In je tudi zanimivo, še to, ne vem, koliko imamo časa, recimo Večer. Večer je postal eden najbolj radikalnih medijev v državi. Ja. Proti interesom Maribora pa nastopa. Karkoli preberem, je pro-Ljubljana, pa pro-ljubljanske zgodbe. No, Magna, ne sej. Tako. Sej tudi lastniki Večera niso več Mariborčani. Bojan, tebi najlepša hvala. Vrnemo se po oglasih, ko bomo nadaljevali s komentiranjem, zakaj imamo Štajerci pun kufer.